Nekatere moti pokanje petard, druge pa zvonjenje cerkvenih zvonov. Vsi pa imamo radi tople, prijazne besede, s katerimi nas nagovarjajo izbrani predstavniki ljudstva. Prav je, da se ob izteku leta spomnimo najbolj prisrčnih. Vi pa boste lahko na koncu glasovali za tisto, ki si zasluži zlati megafon podstrešja 2013. Vabimo vas, da pozorno prisluhnete. Welcome, bienvenue, welcome. In cabaret, au cabaret, au cabaret. Takole ljubeznivo je zbrane v Dražgošah nagovoril Janez Stanovnik. Hlapci, za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni. Kot ste sami slišali, so hlapci veselo zaploskali. Prazna demagogija, prazne fraze, razne zvijače, razne medijske in druge manipulacije, ki se pri nas dogajajo. To ni dobra država. Tako si je umil roke nad državo, ki je 5 let predsedoval, odhajajoči Danilo Türk. Alenka Bratušek pa se je z vso vnemo lotila iskanja mandatarja. Bistra kot je takoj vedela, kakšnega naj išče. To bo človek z 2 nogama, 2 rokama, predvsem pa glavo na pravem mestu. In izbrala je sebe. Kaj pa naj bi? V koalicijo je Alenka Bratušek povabila socialne demokrate Igorja Lukšiča, ki je, kot vemo, srčen mož. Mi, socialni demokrati, imamo srce. Center življenja. To je edini rdeči monopol, ki je še ostal. In desnica bi nam izruvala še tega. Srca ne damo. Bije levo zgoraj. Gregor Virant iz Državljanske liste je nežnejši, a zelo dosleden. Poslušajmo, kaj je povedal, ko je zapuščal vlado Janeza Janše. Lahko samo ponovim, da so ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije tako obremenjujoče za oba funkcionarja, da je logična posledica oziroma da te ugotovitve terjajo njun odstop. To sem povedal včeraj in pri tem ostajam. Svoji novi partnerici Alenki Bratušek pa je Virant izjemno zvest. Moja božično-novoletna želja koalicijski partnerici Pozitivni Sloveniji je naslednja: strnite vrste okrog Alenke Bratušek. Kako tudi ne, ko pa je tako lepa, prijazna in sposobna. We can and we will solve our problems ourselves. Srečen v objemu nove koalicije je bil tudi Karl Erjavec. Danes je Slovenija ni več v politični krizi. Idila je bila popolna, saj je bil, kakor je zagotovil Igor Lukšič, ključni cilj dosežen. Welcome, bienvenue, welcome. Fremda, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, rest, stay. Welcome, bienvenue, welcome. In cabaret, au cabaret, au cabaret. Meine Damen und Herren, mesdames et messieurs. Ko izbiramo govorca, ki mu bomo ob koncu leta podelili zlati megafon podstrešja, bi seveda ne bilo prav, ko bi med kandidate ne uvrstili tudi nekaterih poslancev. Izbira je bila težka, a nazadnje smo vendarle izbrali 3. Najprej prisluhnimo poslancu največje koalicijske stranke, Janiju Möderndorferju. Sam sem pa prepričan, da ena od prvih stvari, ki se mora zgoditi z novo vlado, je, da bo Slovence in Slovenke prenehalo biti strah. Da se zbujajo zjutraj s cmokom ob tem, kaj nam bo trojka napovedala, da kar naprej ugotavljajo, a bojo imeli še službo ali ne. In vse ostalo, kar sledi, je prvo, kar je, da se stvari najprej v Sloveniji umirijo. Poslanec druge največje koalicijske stranke Janko Weber pa se še ni povsem rešil strahu.
Boji se namreč, da bomo državno srebrnino prodali tujcem. Če govorimo o veleizdaji, nobena država ne prodaja svojih operaterjev, ker gre za nacionalno varnost. Prodaja Telekoma je veleizdaja zaradi ogrožanja nacionalne varnosti. Še sreča, da je rešena vsaj Luka Koper, za katero skrbi neumorni vlečni konjiček Gašper Mišič. Ja, absolutno se čutim kot osamljeni jezdec, vendar jaz potrebujem samo en teden. En teden potrebujem, da držim krmilo trdno v rokah Luke Koper in boste videli, da bom razgalil vse, kar je razgaliti treba. Tako, to je bil ducat izbranih izjav. Slišali ste jih? Izbirajte. Čakaj, a opozicijske pa ni bilo med njimi nobene? Se opravičujem. Skoraj bi vam bili pozabili predvajati izjavo prvaka največje opozicijske stranke Janeza Janše. Za volanom imamo šoferko, ki nima izpita. Upravljati jo skušajo strici v zadnjih sedežih, ki sami še nikoli niso vozili avtobusa. Njihova edina skrb je, da ohranijo svoje sedeže, ne glede na to, kam bo šel avtobus. Tako, zdaj smo pa res pri koncu. Pišite nam, kdo si je zaslužil zlati megafon podstrešja 2013. You!